Danes je potekala 31. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetnice in svetniki največ pozornosti namenili reševanju problematike otroškega varstva v Kamniku. Seje se je udeležil tudi predstavnik civilne iniciative staršev otrok, ki so bili zavrnjeni v vrtec. Po seji je povedal: Občinska uprava in občinski svet s županom na čelu je z redkimi izjemami pokazala danes prvič javno, da kljub nekaterim zavezam v sklepih, ki so jih sprejeli, ne bo zagotovila 100% vpisanosti otrok v zavod Antona Medveda. Kar pomeni, da naša zahteva očitno kljub trudom ne bo realizirana, to so nam dali jasno vedeti, ker pomeni, da bomo očitno morali postopati po nadaljnih korakih, ki smo jih napovedali. Nekoliko bolj optimistični so bili svetnice in svetniki, tako koalicijski kot opozicijski. Torej, naša svetniška skupina se z temi sklepi strinja, menimo, da so korak v pravo smer, mislimo, da grejo v smer 100% vključenosti kamniških otrok v vrtce. Vemo, da se na eni strani gradi oziroma pripravlja projekt vrtca pri 27. juliju, to je 5 oziroma 6 oddelkov. Poleg tega se bo začela v spomladanskem obdobju gradnja koncesijskega vrtca z 10 oddelki. Posebej pa pozdravljamo današnji sklep o dodatnih naporih za iskanje 4 dodatnih oddelkov vrtca in menimo, da z vsemi temi pogoji bi lahko pravzaprav že skoraj 100% zagotovili mesta. Današnji sklepi so šli pa tudi v to smer, da se seveda v rebalansu proračuna, ki bo v aprilu, zagotovijo finančna sredstva. Pri današnji razpravi smo upozorili na pomanjkljivo urbanistično politiko iz preteklih let, saj je župan in njegova uprava, ko so dovolili novo poselitev in izgradnjo novih stanovanj, bi morali predvidevati tudi izgradnjo vrtcev. Res je, da se je v teh letih nekaj dodatnih oddelkov vendarle zgradili, ampak dejstva kažejo, da je bilo teh oddelkov premalo. In v tem trenutku ne moramo govoriti, da so bila ta oddelka, ki so bila zgrajena v preteklosti, nek velik uspeh, ampak gre za dolžnost, ki jo je moral župan in njegova uprava na podlagi njegove urbanistične politike zagotoviti. Preseneča nas tudi dejstvo, da se pri zagotavljanju dodatnih kapacitet župan poslužuje relativno kompliciranih stvari, kjer se obeta še en kup zapletov, tako da ne vemo, ali bodo stvari dejansko realizirane ali ne bodo realizirane. V opoziciji smo tudi omenili še nekatere predloge, za katere ocenjujemo, da bi se jih dali nekoliko hitreje izvedeti. Bistvena stvar pri vsem tem pa je, da je župan danes javno povedal, da pri vrtcih sploh ni vprašanje sredstev, tako da smo med drugim tudi sprejeli sklep, ki župana zavezuje, da do 1. septembra zagotovi otroško varstvo vsem tistim otrokom, ki si bodo želeli povrti. Današnja razprava o informaciji o ukrepih na področju otroškega varstva pa na začetku kar precej plodna. Poslušali smo tudi civilno inicijativo, ampak potem se je pa spremenila v eno tako neintelektualno razpravo na nizki ravni. Posebej svetniki, sploh tisti, ki pripadajo opcijam, ki so predlagali amandmaje, so se v razpravo vključevali tako malo po domače. Treba je pogledati, kakšni sklepi so bili dani oziroma amandmaji in katere je mogoče izvesti v enem takem najkrajšem času, ki je bil pač strani svetnikov postavljen. Ve se pa, da bo občinska uprava dala vse od sebe, da do jeseni nekaj od tega izpolni, kajti iskreno verjamemo to, zaradi tega, ker tudi mi, ki se koalicijsko dobivamo in tudi naša svetniška skupina, prva točka vsakega sestanka so vrtci, kakšne možnosti so v Kamniku, kje bi bilo najhitrejše in v najkrajšem času pride do novih oddelkov. Naša svetniška skupina pa zavzema stališče, da se mora problematika otroških vrtcev obravnavati na sejah občinskega sveta in to toliko časa, dokaj ta problem ne bo rešen. Vsekakor podpiramo pobudo in trud civilne iniciative zavrnjenih otrok in vsekakor bomo ves čas podpirali ta njihova prizadevanja, da bodo vsi otroci v Kamniku dobili svoj prostor.
Zelo smo veseli, da smo pač danes čisto na koncu, ko je bila že razprava zelo burna, sprejeli dva naša sklepa in to, da otroci, ki bodo zavrnjeni v vrtec, ki ne bodo dobili svojega prostora, bo občina zato iz svojega proračuna zagotovila mesečno subvencijo v višini 150 evrov. Mislim, da je končno le prevladala pamet in da smo odpravili ta diskriminatorni del, da so pač zavrnjeni otroci pač izločeni iz sistema zagotavljanja otroškega. Se pravi, v zvezi z vrtci je moje mnenje tako, da smo danes sprejeli kar nekaj pametnih sklepov, dobrih sklepov. Me pa tako kot vedno pri teh stvarih skrbi, da bo malo tega realizirano. Zdaj, če bo to pač realizirano, bo vse v redu. Kot sem že sam tudi v svojem govoru povedal, pogrešam to, da ni nekega plana B, se pravi rešitve v primeru, da ne bi bilo možno, da bi bile te stvari, ki jih ima občinska uprava v planu narediti, da ne bi izvedene. To je ena taka pomanjkljivost. Drugače pa mislim, da stvari pa bojo, če bojo izvedene, pripeljale pač do precej velikega napredka.